Shape of You in evo ga, Ed Sheeran je bil tole. Zdaj glasbeno je rekel, da bo šel ne bom rekel v pokoj, ampak samo zaradi očetovstva si bo naredil malo pauze. To on dela tako. Jaz pa tukaj le enega od članov, eno petino šank rokovcev. Ki še ni šel v pokoj. Ker ne gre. Ne gre, ne. Lep pozdravljen, Aleš Uranjek, šank rokovci. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Fantasy. Sem vesel in srečen, da sem lahko spet vaš gost. Rešujem barve šank roka, namreč danes imamo špil in smo bila že prej z Matjažem v Ljubljani na nekih, bi rekel, predstavitvah novega singla in zdaj je moral leteti v Velenje domov po garderobo, ker ni imel zraven. Marko Zorec, ki sem ga hotel tudi pripeljati v studio našega novega člana, je pa v kolonah obstal, ko je z Maribora. Tako da evo, jaz rešujem te barve našega benda in sem jaz uspel vsaj prideti, da predstavimo nov singl. In to je to, evo me. Prej si omenil, da ne grete nikamor, ne? Sva prej načela temo, pa bomo to kdaj drugič, ampak 45 kaj je za ovinkom. Ja, jaz že ful razmišljam, kaj bomo naredili drugo leto, kaj je v bistvu ena taka spet okrogla, velika obletnica, ki me kar sram povedati številko. Po drugi strani sem pa ful ponosen na to, ker res zdržati v eni, bi rekel, družini, tako ali drugače, ki je to velika številka. Vemo vsi, da tisti, ki imamo družine in otroke, da že mož pa žena težko skupaj zdržita 45 let, da je to kar zajeban projekt, bi rekel, da pa mi z bendom, pa to nas je vedno veliko v tej ekipi, recimo danes gremo na špil, na Šeroten Roll festival, naša ekipa šteje 15 ljudi, tako da to nista sam duo. Ali pa člani na odru. Ali pa tako, tiskaj, mi pridemo gor v zadnje še full folka, nekaj delajo z nami in skrbijo, da vse tekoče poteka. Ampak v redu, mi smo naredili zdaj eno menjavo, ni bilo več dobro vzdušje, bom sam tako rekel, in prišla nova sveža energija, dva kitarista, vrnili smo se k koreninam in bomo malo bolj žgali. Marko in Andrej. Ja, Marko in Andrej. Marko je iz Maribora, Štajerci in Andrej iz Kopra, Primorc. Naredili smo X-Faktor in smo pobrali najboljš, kar so v Sloveniji ta trenutek, da bi rekel, skozi neko X-Faktor narediti. Zdaj se malo šalim, ampak so naši prijatelji, ki smo jih že dolgo poznali, mlajša. Zdaj so nam tudi malo povprečje starostno zboljšala. Malo znižala. Malo znižala, seveda. In zdaj mislim, da bomo tudi za žensko populacijo malo bolj interesantni, ker ne bova nadaljevala, ampak sem se pa vprašal, verjetno marsikatera oboževalka v publiki, kdaj reče, pomisliš, kdaj name? To je recimo to je naslov novega komada in spota. Komad spremlja en nov spot in to so neke besede, fraze, ki jih vsak dan uporabljamo in očitno to je dober naslov, dobra tema, tako je, hvala za vse. Jaz 10krat na dan najmanj rečem hvala za vse, nekje, pa je to tekst in tudi veliko poveže, samo 3 besede veliko povejo. In še je takih podobnih, bi rekel, naslovov in tako naprej. Zdaj, tretji komad, če gledava, sicer z to novo ekipo je prvi, prav gledam, in nekako je dišalo že v vaših izjavah, da bo mogoče do konca leta celo album. Zdaj vidim, da bo sigurno. Mi smo posneli že 4 nove pesmi, nove komade, ampak smo se za enega mogli odločiti, da gre zdaj še pred poletjem, da predstavimo to, bi rekel, svežo ekipo, nove vibracije. Smo se odločili za tega, ampak imamo še 3 res super komade in to bo pol kasneje. In jeseni gremo z producentom Radičevičem še enkrat v studio, naredimo še 4-5 komadov in v bistvu imamo album gotov nov, ki pa ne vem, ali bo to letos ali pa drugo leto, pa sigurno, ko je tudi ta obletnica velika. Omenil si, da komadi zdaj v navednicah kar dežujejo. A je res, da ste se šibicami odločali? V bistvu zdaj imamo 4 tako dobre komade, ki smo posneli, da se sploh nismo mogli odločiti, s katerim bi štartali in predstavili to novo ekipo, Markota, Andreja in
šank rok mal pomlajen za svežo energijo in pa smo šibice vlekli v studio, ker pač vsi štirje so tako dobri in parim ljudem smo tudi dali za poslušati, so rekli, vsi so full ok, ja. Ampak nekaj moraš narediti, ne? V nekem momentu moraš reagirati in pa smo rekli, tako kot smo včasih se sami vozili s kombijom na koncerte in domov, smo recimo ob 4-5 zjutraj vlekli šibice, kdo bo pelal kombi nazaj domov. Ne bom naprej razlagal. Ne rabiš. Ja, a ga predstavimo, glede na to, da gre za... Ja, dejmo, ne. Ta je balada. Ja, ta je malo bolj baladen, tak middle, ampak je zelo emocionalen in sem ful ponosen na ta komad. Zahvalil bi se Elenu, ki ga je naredil in je po mojem odpel najboljš, kar je kdajkoli v življenju odpel. Vidiš, preko si rekel, da ti je skoraj nerodna ona številka, ampak vi, rockerji, ste kot vino. Ja, moram reči, da to kar velja, ja, se strinjam s tem. Ga slišva že v podlagi? Gremo. Dajmo ga zavrteti. Gremo. Premierno Šank Rokovci, nov komad, Pomisliš kdaj name. Evo jih. Skupina Šank Roki, nov komad, Pomisliš kdaj name, vrhunsko. No, kak ti je bilo? Vrhunsko. Je, ok. Res, vrhunsko. Ja. In to, kar si rekel, da imaš občutek, da je res najboljši odpev, se strinjam. Ja, in tudi ostale stvari, ne vem, očitno je ta neka mlada nova energija, ki je prišla in to je prineslo novo vibracijo, novo željo po tem, da se nekaj naredi, da se dobro dela, da je želja po dobri muziki, da so dobre emocije, ker to vse vpliva na nas, a ne, tako da smo zelo srečni, ne. A imaš slučajno ki demo, da malo zavrtimo še one tri? Ne, zaenkrat bomo to pustili še v studiu, brez skrbi, da bom vas kontaktiral in bomo ful srečni in veseli, če nam boste dali priložnost, da predstavimo pa naslednji singl in tako naprej, tako da... The best. To je to. Video spot, ne? To še moramo nekaj reči. Daj mi povej, zakaj ste se povezali z Češčo vasjo pri Novem mestu? Ja, veš kaj, to sem v bistvu z video spotom, sem se tudi tokrat jaz v glavnem ukvarjal, fantje so sam vedeli, kam morajo prideti in kdaj in nič drugega. Vse ostalo sem nekako ta brainstorming in to sem naredil in bil na vezi z režiserjem Perico, ker smo tudi že prejšnji spot z njim delali, pa sem z njim ful sodeloval, ker sem pač zastopal druge izvajalce. No pa, a lahko povemo, da ste šli na velodrom? Ja, velodrom, jaz sem iskal, vedno je največji problem lokacijo ta pravo dobiti za videospot, ker to že veliko naredi sama lokacija, ne? Da ni, bi rekel, čist specifična, da tamle v parku za Savinjo zdaj se sprehajamo, pa nekaj pojemo, ne? To je pač res... moraš se potruditi. No in jaz najdem to in sploh nisem vedel, da imamo mi v Sloveniji ful velik ta velodrom in da je to noter še štadion atletski in tisti ogromna kupola, bela. In jaz te slike gledam in pravim, pa odkdaj pa imamo mi to v Sloveniji? Noben ne ve tega. Noben nič. Lahko poveva, velodrom imamo že dolgo, ampak je bil tako star, da se je podrl. Ta je nov. Ja, ta je nov, ja. Ampak je že kar nekaj let. Sam v Sloveniji razno novo mesto bomo sploh ne vejo, kak objekt imamo, ne. In jaz to vidim, rečem, jebem ti, tole je pa vrhunsko, ker če sam tja not na sredino nas postaviš, pa mal dron gor, pa nekaj pa tako, da se ful dobro narediti, ker je ambient noro dober, a ne. In to je bilo to. In nam je občina Novo mesto šla nasproti, tako da so nam dali, evo, gratis, da smo lahko tam snemali. Verjetno so začutili, da bomo mogoče malo promocije naredili, zato je bilo super. Pa smo še pa glede na ta ljubavni tekst, oziroma ali je to ljubav, vsekakor je ljubav, lahko tudi med prijateljem, lahko je kakorkoli, ne. Nekdo bo mogoče pa le opazil, ker se te dve punce skozi pojavljajo čez pot in trenirajo atletiko in so modelke. Tija pa Martina, mislim, se nista kar dve punci, ti si že vidim spet neke opasne prevleko. Ja, ena je top model Srbija, ena top model Slovenija, tako da smo poskrbeli tudi za to, da pač malo dvignejo, bi rekel, to gledljivost v smislu tega, da je zelo, zelo fajn to pogledati večkrat. Me kličejo zdaj ljudje, da so po parkrat pogledali video, da je res tudi sam sem ga. Ja, in to komuniciranje preko njiju, njihovi pogledi in oči in to ti da mogoče celo
izhodišče za misli, da mogoče celo one dve govorijo to zgodbe. Ne? Vsak si lahko v bistvu samo ustvari zgodbo, ne? Ampak tukaj je samo ena od triggerjev takih, ki sem rekel, mogoče dajmo to na tak način. Ja, super, evo, lej. Počasi midva zgubljava stik z realnostjo v smislu časa in gremo dalje, ker ti si rekel, hvala za priložnost. Ti si rekel, da boste imeli danstonsko vajo tam doli, ne? Sred belega dneva in vročega dneva. Ja, ne vem, 33, 34, cel popoldan postavljanje, tonska vaja in pol zvečer koncert. Jaz se moram iti domov, spakirati, dati kratke hlačke gor in iti delati. Hvala ti in hvala ko bo tebi. naslednja. Hvala Radio Fantasy, vidimo se septembra. No, fino, hvala ti, pozdrav ekipo. Ekipo, ja. Zdaj ne vem, Cveto ta nič ne vidim, pa je bil včasih Velenčana, skosna obala. Veš kaj, on na Krasu živi, on je kupil dol v Komnu hišo, kjer se gre tudi malo turizma in tako naprej in je dol stacioniran, ja, pa pač se voz okrog po svojih obveznostih, ko mu jaz pač naložim, kam mora kdaj iti. No, pozdravi tudi njega. Bom, ja, seveda. Super, hvala lepa, čau. Hvala, lep pozdrav.